Johnnyjeva zgodba. Ko se zunaj mrak spusti, se mucek Johnny prebudi. Misli, da to je čas za igro in tako pove nam svojo zgodbo, ki gre tako. Če na stropu vidim mušico malo, spležem na mačje drevo kot za šalo in če se podim za lučko rdečo, večkrat naredim dvojno salto, če imam srečo. Preden pa gremo spat, začivkam kakor pišče, da mi očistijo še stranišče. Malo se še naokoli razgledam in s papirnato žogico poigram. Nato odprem si predal, ker mislim, da tam bom dobro spal, ker pa je ta premali zame že, hitro pod odejo splazim se. Ker pa Nataša kot slon smrči, se Johnny k Romiju prevali in če še on žagati začne, mu na usta položim tačkice obe. Ko zjutraj ura zazvoni, mi Nataša zajtrk delat odhiti. To je moj najljubši čas, ker po zajtrku še malo v posteljo skočim jaz. Se mi nič iz postelje ne mudi, ker vem, da Romi večkrat rad zaspi. In ko ga le ura prebudi, mi malico naredi in v službo odhiti. Tako lahko nekaj ur počivam sam, da se popoldan ponovno lahko igram. Ko pridejo domov, se delam, kot da sem spal, da ne bi ugotovili, da sem se z rožami igral. Nataša me vsak dan, ko pride domov, lepo počeše in mi zraven kakšno reče. Včasih zaželim si še masažo in manikuro in potem traja to še kakšno uro. Nato pa kuhat odhiti, ker smo pošteno že lačni vsi. Po kosilu dobimo še sladico in se dogovorimo, kdaj gremo na pico. Se nato lepo odpravim v svoj kot in tam počivam kot gospod. Popoldan ponovno ura nas budi, ki večkrat nam nogomet naznani. Ko nogometa konec je, dobim svojo klobaso še, ko pa je ura polnoči, dobim še jogurt, da me poživi. Tako nato ugotovim, da na zemljo tema se je spustila, pogledam Natašo in pomežikne mi in tako se cela zgodba ponovi.